Dober večer in lepo pozdravljeni na današnjem webinarju. Danes predstavljamo posebno novost, in sicer ekološka eterična olja. Jaz sem zelo navdušena nad njimi. Dobili smo namreč 3 člane novih kozmetičnih izdelkov, in sicer ekološko eterično olje limone, sivke in pa kadilne bosvelje. Blagodejne učinke za vaše zdravje in počutje pa bo predstavila naša strokovna sodelavka Monika Lepener. Monika, izvoli, predajam besedo tebi. Hvala lepa. Maja, hvala za sončen uvod v današnje srečanje. Sicer pa pozdravljam tudi vse prisotne, spoštovane, spoštovani. Vesela sem, da smo ponovno skupaj in v veliko čast mi je, da vam lahko predstavim 3 čisto nove člane Kalivitine družine. To so ekološka eterična olja. Kadar je govora o eteričnih oljih, najprej pomislimo na prijetne vonjave, a eterična olja uporabnikom ponudijo veliko več kot le to. Prijeten vonj nenazadnje lahko dosežemo tudi z uporabo drugih, na primer sintetičnih dišav, ki pa so pogosto celo škodljiva za naše telo. Eterična olja pa poleg prijetnega vonja prinašajo številne blagodejne učinke za naše zdravje in počutje. Danes bomo torej spoznali 3 nove člane Kalivitine družine. Ekološko eterično olje limone, ekološko eterično olje sivke in ekološko eterično olje kadilne bosvelje. Vsa 3 olja nosijo certifikat ekološke pridelave, kar pomeni, da s postopki pridelave rastlin in pridobivanja eteričnih olj zadoščajo strogim pravilom za pridobitev certifikata. Torej, Kalivitina ekološka eterična olja so v prvi vrsti ekološka, kar pomeni, da se rastline vzgajajo brez uporabe kemikalij, kot so umetna gnojila, pesticidi in ostali onesnaževalci. Torej, Kalivitina ekološka eterična olja so v prvi vrsti ekološka. Torej, rastline so vzgajane brez uporabe kemikalij, kot so na primer umetna gnojila, pesticidi in ostali onesnaževalci. Prav tako so naravna, torej pridobljena iz sveže nabranih rastlin primerne kakovosti, ponašajo se z visoko vsebnostjo naravnih aktivnih sestavin. Te so pridobljene z uporabo metode hladnega stiskanja ali uporabo metode parne destilacije, kar privede do tega, da je poraba ekoloških eteričnih olj tudi zelo ekonomična. Ne smemo pozabiti na to, da so 100% čistosti, torej nerečena, brez sintetičnih nadomestkov in raznih polnil, predvsem pa so ekološka eterična olja zelo uporabna za širšo populacijo. Torej v bistvu za vse, ki želijo na naraven način poskrbeti za zdravje in dobro počutje in svoje in svojih najbližjih. Torej, Kalivitina ekološka eterična olja lahko uporabljamo na več načinov. Primerno razredčene lahko uporabimo za masažo celotnega telesa ali za vtiranje le na določenih predelih. Nekaj kapljic eteričnega olja lahko dodamo hladnim ali toplim obkladkom in jim tako povečamo njihovo učinkovitost. Potem je tukaj še uporaba eteričnih olj za namene inhalacije. Nekaj kapljic eteričnega olja po izbiri lahko dodamo v razpršilnik, tako odišavimo prostor in poskrbimo tudi za aromaterapijo. Aromaterapijo z ekološkimi eteričnimi olji pa lahko izvajamo tudi v savni ali parni kopeli. Zagotovo pa se marsikdo znajde pred dilemo, katero eterično olje uporabiti, kdaj, kako in v kakšni količini.
Pa se najprej ustavimo pri ekološkem eteričnem olju limone ali na kratko aromi, ki poživlja. Uporabo lahko priporočimo vsakemu, ki v svojem vsakdanu potrebuje več energije in zagona. Ekološko eterično olje limone je pridobljeno iz lupine tega sadeža s postopkom hladnega stiskanja. In za 1 liter olja potrebujemo približno 3000 zdravih, primerno zrelih limon. To je kar nekaj. Eterično olje je že dolgo časa poznano zaradi pozitivnega učinka na razpoloženje. Ob uporabi se lahko nadejamo bolj kreativnega razmišljanja, bistrejših misli, boljše koncentracije in izboljšanega spomina. Pod črto, redna uporaba ekološkega eteričnega olja limone krepi mentalne sposobnosti. Uporabo lahko priporočimo vsem tistim, ki se pogosto znajdejo na tleh, saj lajša slabo počutje, lahko preganja depresijo in melanholijo. Poleg tega se lahko zanesete na njegovo pomoč, ko potrebujete podporo v borbi proti okužbam zgornjih dihal. Teh je v jesensko-zimskem pa tudi spomladanskem času kar nekaj. Eterično olje limone je znano tudi po protivirusnem in protibakterijskem delovanju. Ne samo, da lahko pomaga preprečiti infekcije, lahko pomaga tudi odpraviti njihove posledice. Sicer velja, da je potrebno biti z uporabo eteričnih olj v času nosečnosti in dojenja pazljiv. Za eterično olje limone pa je znano, da pomaga k boljšemu počutju tudi v tem občutljivem obdobju. Lajša namreč tegobo, ki je poznana marsikateri nosečnosti, to je jutranja slabost. Primerno razredčeno eterično olje limone lahko uporabimo za masažo prsnega koša in predela okrog nosu. S tem bomo spodbudili izločanje sluzi, pomagali, pospešili, da se sluz razredči in tako pomagali očistiti dihalne poti. Kadar uporabljamo eterično olje limone za masažo, se moramo nekaj časa potem, vsaj 1 uro, lahko tudi več, izogibati soncu, saj eterično olje limone povzroča fototoksičnost. Fototoksičnost pa je v bistvu ime za reakcijo na koži, kadar koža potem zaradi snovi, ki jih mi nanesemo na kožo ali pa jih zaužijemo, odreagira na UV žarke, predvsem na spekter UVA. Na tem mestu se lahko na koži pojavi rdečica, srbečica, mehurji, oteklina, čez čas pa tudi hiperpigmentacija oziroma bolj poudarjeno obarvanje kože. Kalivitino, ekološko eterično olje limone, je na voljo v 10 ml steklenički. Potem je tukaj še ekološko eterično olje sivke. To pridobivamo iz sveže nabranih rastlin s postopkom parne destilacije, ponaša pa se z zelo visoko vsebnostjo aktivnih sestavin, ki blagodejno delujejo tako na telo kot na duha. Eterično olje sivke je verjetno najbolj poznano po svojem pomirjujočem učinku, a blagodejno deluje tudi pri drugih tegobah. Torej, s pomočjo eteričnega olja sivke se bomo hitro sprostili in lahko nam pomaga potoniti v globok sproščujoč spanec. Zelo učinkovit pa je lahko tudi pri preganjanju glavobolov in migren. Z nekaj kapljicami eteričnega olja sivke, pomešanega recimo v olivno olje, bomo z masažo lesišča pregnali prhljaj, pospešili rast las, pa tudi bolj gosti, bolj voljni in bolj sijoči bodo naši lasje. Če se soočamo z infekcijami kože, naj si gre za bakterijske ali glivične infekcije,
Razredčeno eterično olje sivke zelo učinkovito deluje proti tem tegobam. Učinkovito in zaželeno pa je tudi pri negi prask, opeklin, kožnih vnetnih sprememb in zelo blagodejno lahko deluje ob masaži modric. Poznano je njegovo delovanje proti napenjanju. Tako z masažo trebuha dosežemo sprostitev in zmanjšanje bolečin ob pojavu kolik. Poleg vsega naštetega, ekološko eterično olje sivke blaži kašelj in lahko tudi varuje pred okužbami dihal. Ekološko eterično olje sivke je na voljo prav tako v 10 ml stekleničkah. In potem je tukaj še tretji del novih članov v Kalivitini družini, to je ekološko eterično olje kadilne bosvelije. Je nekako najbolj cenjeno eterično olje že iz antičnih časov. Na začetku so ga uporabljali predvsem lepotne namene, a nudi veliko več kot le to. Ob uporabi se lahko nadejamo izboljšanega telesnega počutja, pa tudi umirjenosti. Ponudimo ga v bistvu lahko vsem, ki se borijo z vsakdanom, ter si želijo miru in duhovne pomladitve. Ob uporabi se pojavi globoka pomirjenost in lažje ohranjamo fokus. Lahko ga ponudimo tudi tistim, ki se borijo z nespečnostjo. Ekološko eterično olje kadilne bosvelije pomaga zdrsniti v sproščujoč spanec. Viri govorijo tudi o tem, da ima eterično olje kadilne bosvelije močno antimikrobno delovanje ter pomaga zmanjševati simptome vnetja zgornjih dihal. Prav tako podpira in spodbuja delovanje imunskega sistema, razredčenega s kakšnim osnovnim oljem, kakovostnim olivnim oljem, pa lahko uporabimo tudi za protibolečinsko oziroma športno masažo, saj naj bi pospeševalo celjenje poškodb in zmanjševalo bolečine. Ne smemo pa pozabiti niti na to, da lahko zmanjša občutek siljenja na bruhanje in lajšanja slabosti. Eterično olje kadilne bosvelije pridobivamo iz smole drevesa bosvelije s postopkom parne destilacije. Za 1 liter eteričnega olja potrebujemo kar do 20 kg smole. In še pakiranje. Ekološko eterično olje kadilne bosvelije je na voljo v 5 ml steklenički. Nekaj besed bom namenila tudi roku uporabnosti eteričnih olj. Če so ekološka eterična olja primerno skladiščena, torej v originalni temni steklenički z dobro privitim pokrovčkom, pa da so shranjena v hladnem prostoru, kjer ni direktne sončne svetlobe, so uporabna tudi več let. Eterično olje limone do 3 leta, ekološko eterično olje sivke in kadilne bosvelije pa celo do 5 let. Izkušnje pa kažejo, da ko je steklenička enkrat odprta, je dobro, da se eterično olje porabi nekje v 18 mesecih. Ob odprtju namreč pride do stika olja z zrakom, kar lahko povzroči, da eterično olje oksidira. Zaradi procesa oksidacije se eteričnemu olju lahko spremeni vonj, viskoznost, pa tudi učinkovitost proti raznim tegobam se lahko zmanjša. Prav tako oksidirana eterična olja ob uporabi tudi zelo dražijo kožo, pa čeprav so primerno razredčena. Uporaba ekoloških eteričnih olj je sicer
popolnoma varna, vsaj dokler upoštevamo navedena priporočila. Prav pa je, da izpostavim primere, ko je bolje biti z uporabo eteričnih olj previden, tudi če le ta prihajajo iz ekološke pridelave. Eterična olja vedno uporabljamo samo za zunanjo uporabo in niso primerna za prehrano. Vedno jih tudi hranimo izven dosega otrok in izogibamo se uporabi v nosečnosti in času dojenja. To se svetuje, saj zaradi etičnih razlogov ni na voljo študij, ki bi lahko potrdile ali pa ovrgle varno uporabo v tem času. Kljub vsemu pa je znano in klinično dokazano, da eterično olje limone, kot sem že rekla, zelo učinkovito lajša jutranjo slabost in navzejo pri nosečnicah. Prav tako se izogibamo uporabi eteričnih olj pri otrocih mlajših od 8 let. Zakaj? Najprej zaradi vonja. Otroci vonjave zelo intenzivno doživljajo in jih lahko uporaba eteričnih olj, čeprav dovolj razredčenih, zelo vznemiri. Naslednji razlog je koža, ki je pri manjših otrocih še preveč občutljiva. Z uporabo eteričnih olj bi jo lahko tudi poškodovali. Ko eterično olje enkrat stopi v telo, pa se mora tam tudi presnoviti in nenazadnje odpadni produkti se morajo izločiti iz telesa. Tako presnova kot odvajanje odpadnih produktov je pri otrocih, še posebej pri dojenčkih, zelo omejeno. Zato se izogibamo uporabi eteričnih olj oziroma se o uporabi posvetujemo strokovnjakom. Prav tako se izogibamo tudi stiku eteričnih olj z očmi, sluhovodi in občutljivimi območji kože. Kadar eterična olja uporabljamo za masažo, pa jih vedno, ampak res vedno primerno razredčimo. Kot sem že povedala, ekološka eterična olja vsebujejo aktivne učinkovine v zelo koncentrirani obliki. Zato je priporočljivo, da jih pred uporabo na koži primerno razredčimo. Nekaj kapljic izbranega eteričnega olja lahko dodamo običajnemu losjonu za telo ali kateremu od kakovostnih rastlinskih olj, ki se tudi sicer uporabljajo za nego kože, kot so na primer jojobino olje ali mandljevo ali olivno olje, in na to mešanico uporabimo za vtiranje na določena mesta na telesu ali masažo celotnega telesa. Razmerje je nekako takole: 10 ml osnovnega olja dodamo do 10 kapljic limoninega ekološkega eteričnega olja ali pa do 35 kapljic sivkinega ali eteričnega olja kadilne bosvelije. Losjon oziroma to osnovno olje, ki razredči ekološko eterično olje, poskrbi, da so vse te sestavine, ki prihajajo v zelo koncentrirani obliki, razredčijo, da niso dražilne za kožo. Tudi poskrbi, da se vse te sestavine enakomerno razporedijo po koži, hkrati pa to osnovno olje ali pa losjon prepreči, da bi eterično olje prehitro izhlapevalo iz naše kože in s tem prepreči tudi draženje kože oziroma poškodbe, ki bi ob tem lahko nastale. In komu lahko priporočimo ekološka eterična olja? Najprej vsem tistim, ki želijo uporabljati visoko kakovostna eterična olja v skrbi za zdravje in dobro počutje. Lahko jih priporočimo vsem, ki se soočajo s stresnim vsakdanom in potrebujejo pomiritev. Vsem tistim, ki čutijo fizično in mentalno utrujenost zaradi vsakodnevnih obveznosti in potrebujejo zbistritev misli in poživitev telesa. Pa vsem tistim, ki se želijo v času prehladov zaščititi pred patogenimi mikroorganizmi
ali se znebiti posledic njihovega delovanja. Ne nazadnje pa tudi tistim, ki želijo svoj dom ohranjati čist in prijetno odišavljen, brez uporabe številnih škodljivih kemikalij. Če boste potrebovali kakšen dodaten nasvet glede uporabe ekoloških eteričnih olj ali pa česa drugega iz Kalivitine široke ponudbe, se lahko vsak četrtek obrnete na svetovalno linijo ali pa preprosto napišete elektronsko pismo in ga pošljete v nabiralnik spletne svetovalnice. Za zdaj pa vam želim to, da z uporabo ekoloških eteričnih olj zablestite na vseh področjih svojega življenja in se vam zahvaljujem za pozornost.